Od danes pa do četrtka na sedežih okrajnih volilnih komisij že poteka predčasno glasovanje o sprejetju zakona o drugem tiru. Dobrih 27 kilometrov, 8 predorov, 2 viadukta, 2 mostova in 1 galerija naj bi imela trasa drugega tira Divača-Koper, katerega projekt bi naj takoj po sprejetju zakona začelo izvajati projektno podjetje 2TDK. Kljub temu, da je Duhovnik predlagal projekt, kjer bi se obstoječi tir pri vožnji navzdol ohranil v celoti, zgradil bi se pa samo nov tir na levi strani, država ni imela posluha. Država ni želela niti preveriti, niti imeti kontakta z menoj, z našo skupino, zaradi tega, ker se je zdel ta predlog odveč, saj je prepocen. Oni so imeli že naprej predviden, kateri bojo ta projekt izdelovali. Projekt je drag, da se lahko skrijejo noter vse razne nagrade in razne priporočila. In ker je projekt tak, da je narejen samo za enotirno povezavo, ne pa za dvotirno, se kaže na to, da je res to prava nova luknja. Vrednost tovrstne investicije je ocenjena na 800 milijonov, vlada Republike Slovenije pa vztraja na projektu drugi tir, kjer je investicija za dvotirno progo ocenjena med 2,2 do 2,5 milijarde evrov. V Mestni občini Koper podpirajo zakon, saj pravijo: Poleg tega je za nas izjemno pomembno, da smo dobili tudi zagotovilo vlade, da se bo nemudoma po uveljavitvi zakona pristopilo tudi k projektiranju drugega tira, se pravi druge nove cevi, kar bo v prihodnosti pomenilo, da se bo obstoječa proga lahko opustila in namenila v kolesarsko in rekreacijsko pot. Naša skupina je pripravila povezavo kot dvotirno železnico z vrednostjo celotnega posla do 700 milijonov, z obsegom normalnega kreditnega plasmaja, ki ga lahko že Luka Koper sama izvede, brez pomoči države, izključno z povečanjem prometnih kakovostnih rešitev. Do predloga Duhovnika in ekipe, ki so svojim projektom ponudili cenejšo in smiselnejšo izvedbo, pa ni naklonjena Mestna občina Koper. Koper je praktično in celotna obala sta praktično odrezana od preostalega dela Slovenije in Evrope, kar se tiče železniške povezave. Zato je pač naša podpora gre k prostorski rešitvi, kot je pač jo predvideva zakon, kajti le na ta način menimo, da bo pač naša država dobila sodobno železniško infrastrukturo. Za pojasnila smo povprašali tudi projektno podjetje 2TDK, vendar se do zaključka redakcije niso odzvali. Na nedeljskem referendumu torej ne bomo glasovali o boljši rešitvi, temveč o zakonu. Na referendumu glasujemo o zakonu, zakon je pa v načelu koruptiven, na kar sta Računsko sodišče in protikorupcijska komisija posebej pozorno predstavlja ta problem. Zato se ne glasuje o variantah na referendumu, ampak izključno proti zakonu, ki je koruptiven. Izid nedeljskega referenduma ne bo usoden za projekt boljše železniške povezave Luke Koper, temveč bo odločil o usodi trenutno pripravljene vladne rešitve za gradnjo le-tega.